Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. In potem sem se kdaj vprašal, kaj zares pomeni avtentičnost, ne? Ker tudi ne vem, kako je bilo tebi, ko si začela snemati podcast, ampak pri meni se je dostikrat pojavil en del mene, sodnika, ne, ki je mi govoril, da glumim, zakaj se delam, da to sploh nisem jaz, kdo sem jaz, da bom te pametne stvari govoril. Ne? Ja. In pol si goste povabiš, ker točno v to tematiko greš z njimi, ker to, če mene vprašaš, je point, če si voditelj nekega takega formata, daj pokaži človeku, kdo si, kaj si, pa vpraši zares, kako bi on ali pa ona to tematiko odprla. Wow, ja. Ja, ta kritik je strupen, zna biti, sploh pri pridnih nas. Ja, danes smo v eno luštno tematiko. Luštno tematiko iz vidika, ker mislim, da se je večkrat v zadnjih letih prišla na plano ta beseda priden, pridna in kaj narobe z njo, ne? In vse. Ti si pa v bistvu do zdaj načeloma svoje dosedanje delo posvetila to, kar si tudi na knjigo napisala, od pridnosti k pristnosti. Ne? Pa mogoče, glede na to, da so izkušnje že bogate, pri tebi, bi bilo mogoče dobro, da tudi za poslušalce, ki te mogoče ne poznajo, da se vrneva mogoče malo v mogoče 20 ali pa lahko še prej, kamor ti želiš me pelati. Mi mogoče malo poveš, kako je tvoje življenje takrat izgledalo, z namenom, da odkrijeva, kaj te je usmerilo, katera življenjska sila te je usmerila na to tematiko. Ne vem, kako dolgo nazaj naj grem. Intuitivno bi rekla, da je mogoče tista prva prelomnica življenjska moja, ko sem začela dvomiti v to, kar bom rekla, počnem, kako se obnašam, je bila zagotovo bolezen. Takrat sem dobila čir na želodcu in takrat sem prvič mogoče tako resno se vprašala oziroma začela razmišljati o tem, da nekaj ni v redu v mojem življenju. Ne? In predtem sem že brala knjige, od 16. leta dalje, psihologija mi je bila v šoli tudi zelo blizu in sem brala knjige, ne vem, od Louise Hay in podobne knjige, za osebno rast, duhovne knjige tudi, in se mi je nekaj odzvanjalo, tisto, kar je v njih pisalo, je odzvanjalo v meni. Nek mir so mi prinašale in potem sem se pri 22 bolj resno, bom rekla, poglobila v to, glede na to, da vse delam prav, da se trudim biti pridna, da se trudim biti popolna, pa kljub vsemu moje telo zdaj v tem obdobju, takrat v tem obdobju je kazalo, da nekaj ni v redu. In potem sem si začela zastavljati ta vprašanja, kdo sem, sicer takrat seveda nisem to poimenovala še na ta način, ampak čist intuitivno, kdo sem, če ni nikogar, ki bi mu morala ugajati. In počasi sem potem na ta način prihajala do določenih odgovorov, ampak rekla bi, da se je tisti pravi proces spremembe za mene začel tam v poznih 20-ih, mislim, da sem bila 27 stara, ko sem šla na psihoterapijo. In zdaj od tega več kot 20 let. Psihoterapija takrat, da si šel na psihoterapijo, je bilo drugače kot danes, a ne? Ja, sigurno je. Verjetno niti ne bi vedela, če se prav spomnim, da to obstaja, če me ne bi ena druga ženska mi povedala za to možnost, ko sem ji pač zaupala neke svoje izzive. In njej se lahko zahvalim, da me je usmerila na to pot, da sem začela razmišljati o rešitvah, o tem, da obstaja neka druga pot, da obstaja neka boljša pot, sicer sem to že predtem čutila v sebi, ampak nisem vedela, kaj to točno je. S tem pa, ko se je ta možnost pojavila, sem jo z odprtimi rokami sprejela in se tudi zavezala sebi, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da okrevam, da se izvijem iz teh nekih vzorcev vedenja, za katere sem vedno bolj spoznavala, da mi škodijo, da niso dobri zame.
pa potem čez leta komaj sem temu rekla pridnost. Ne še takoj na začetku psihoterapije. Nismo s temi pojmi operirali. Ne, tako da... A si psihologijo že študirala v tem času? Ali si sociologijo? Jaz sem študirala sociologijo, psihologija mi je vedno bila blizu. Sigurno pa tudi ta študij, ki sem ga izbrala, je bil na nek način iz tega vzgiba, da vedno me je zanimalo, kdo je človek, zakaj se obnašamo tako, kot se obnašamo, zakaj sprejemamo določene izbire, določene odločitve, in ta pot me je peljala tudi v izbiro študija. No, študirala sem sociologijo, pa filozofijo, kasneje antropologijo. Zanimivo je, da si v bistvu, a si intuitivno povezovala ta čir na želodcu z psiho, ne toliko z nekak tem tradicionalnim pristopom, a ne, nekaj na fizični ravni narobe z mano, z ostalimi zadevami se ne ukvarjam toliko. Mogoče intuitivno, ampak v tistem času še nisem zaupala svoji intuiciji. Slišala sem sicer glas znotraj sebe, ki me je vodil, ki mi je takrat, ko mi je bilo najtežje, sem slišala določene stavke v sebi, ki so me pomirili, ampak bolj bi rekla v tistem obdobju, da so bile knjige tiste, kjer sem začela dobivati informacije, ki so vedno bolj prihajale do mene, no, da so me spodbudile, oziroma da sem začela boljše razumeti, da je tista prava pot, ki vodi navznoter v sebe, in da je tam nekaj, kar se dogaja očitno, kar se potem manifestira tudi, torej v moji psihi, kar se potem manifestira tudi v fizičnem telesu, ker ta znanja pa podajajo tudi duhovne knjige. Ne? Nisi želela zdraviti simptomov, želela si iti do korenine, a ne? Tako. Ja, in to definitivno čist razumem. Zdaj, ker sem tudi jaz neki knjig, pa vsega prebral, vidim povezave, a ne? Me pa zanima, kako si ti, kaj bi mogoče nek prvi tak aha moment ali neka potrditev, da si bližje ugotovitvi, kaj je povzročilo to neravnovesje v telesu, ki se ti je izrazilo kot čira, ne? Razumela sem, da je ta del nas, ne, se pravi ta tretji energetski center, da je nekako povezan. Po eni strani se preko tega dela sebe povezujemo energetsko tudi z drugimi, za sabo pa v tem smislu, da je to naš center moči, tako sem jaz to takrat razumela. In jaz sem se večino življenja, preden sem stopila na to pot ozaveščanja in spremembe, počutila nemočno. Ne, in to nemoč sem jaz vedno občutila tu, torej v pleksusu. In na ta način sem potem počasi začela povezovati, da ker čir na želodcu, želodec je tu je želodec. To je tretji energetski center. Pol bi rekla, da so bili odnosi tisti, ki so bili v bistvu nekako vzrok. Tako, predvsem odnosi. Jaz sem izhajala kot verjamem, da mnogi, iz disfunkcionalne družine, kjer je bilo treba skrbeti za to, da se, ne vem, mama ni razjezila, ker je bilo treba ugajati za to, da se počutila dobro. Se pravi, nisem smela, bom rekla, kaliti mirnih voda, če temu tako rečem, z izražanjem svoje volje, z izražanjem svojih čustev, jeze predvsem, ne, pridni smo naučeni, da ne smemo biti jezni, ne, ker s tem druge vznemirimo ali pa jim nekaj slabega povzročamo. Tako da od tu je to izhajalo. A je bila pol v bistvu mama ta, kjer je bil ta največji krč, oziroma kjer si videla kasneje, mogoče je lažje zdaj gledati, če nazaj pogledava, ne, pa mogoče malo narediš retrospekcije, kaj se je dogajalo, zakaj, kako bi poimenovala karkoli, je čisto tvoja stvar, ampak tako je bil ta odnos z mamo, ta ključen, ki si ga mogla razrešiti, razbremeniti, oziroma sam perspektivo zamenjati, da si se osvobodila teh občutkov. Ja, odnos z njo je bil tisti ključen, zato ker midve sva bile povezani, kot radi rečemo, ne, midve z mamo sva zelo povezani, ne. Ampak povezani smo lahko z starši na zdrav način, torej v odnosu, kjer ti je dovoljeno izražati sebe, kjer ti je dovoljeno odrasti, se osamosvojiti,
ampak če odraščaš v disfunkcionalni družini in se prej ali slej naučiš, da moraš biti priden, zato da so drugi ob tebi srečni in zadovoljni, ne? Potem pa to gre potem v neke škodljive, bom rekla, in prepričanja, ki jih ponotranjimo, in vzorce vedenja. In pri meni je šlo v to smer, no, da... Izraz, ki si ga uporablja, je cankarjanska mati, ne? Jaz sem si prebral, kako si to obesedla in vidim, kaj si hotela povedati, ampak kako bi ta izraz cankarjanska mati zdaj razložila tako, da bi vsak razumel, kaj s tem, zakaj gre? Cankarjanska mati je mati, ki pravzaprav ne živi svojega življenja, ne, ki se odpoveduje na nek način svojemu življenju, zato da bi poskrbela za otroka, in navzven se lahko to vidi kot, da to počne iz ljubezni do otroka. Ampak ta ljubezen je v bistvu gre za manipulacijo, zaradi tega, ker zameno pričakuje, da bo otrok poskrbel za njene potrebe. Ne, in potem se tu stvari zakomplicirajo, ta odnos postane toksičen, zato ker mama uporablja otroka za zadovoljevanje lastnih potreb, namesto da bi bila ona tista, ki skrbi za otrokove potrebe. In tule so pol hitro pri temu ljubljenost, ne, kaj pomeni, kako otrok se nauči, da je ljubljen. Tako. Otrok se nauči, da je ljubljen samo, kadar izpolnjuje pričakovanja. Ja. Torej v tem primeru matere, ampak potem je to vzorec, ki se prenese tudi na ostale odnose. In kako to zgleda, recimo, mogoče iz kakšnega praktičnega primera, da se je lih ta, ali lahko temu rečeva kaj, sindrom cankarjanske matere, prenesel na neko odraslo dobo in kako se kaže? Recimo, če poslušamo večino življenja, vse sem naredila za tebe, vsemu sem se odpovedala za tebe, ne? Če to govori recimo cankarjanska mati, ne? Ti si pa nehvaležen ali nehvaležna, zato ker, ne vem, poskušaš delati nekaj, kar pač, s čimer se jaz ne strinjam. Ne? To so ta sporočila, ki jih v bistvu cankarjanska mati sporoča svojemu otroku, ne? In skozi to se naučimo, da ne smemo poslušati sebe, da ne smemo slediti sebi, da ne smemo izražati sebe. Ne? In ko enkrat ponotranjimo ta vzorec, ne, recimo, to vpliva na celo našo podobo o sebi oziroma na naša prepričanja o sebi, o drugih in o svetu. Ne? Postanemo recimo prepričani, kar je značilno za pridne, ne? Da si moramo ljubezen na nek način prislužiti z dejanji, ne? In potem poskušamo upravičiti svojo vrednost na ta način, da skozi nekaj počnemo, ne? Ker nimamo, bom rekla, tega občutka, da bi bili dovolj dobri sami po sebi. Ne? In potem to vodi v odraslosti, v razna vedenja, ki za nas postanejo škodljiva. Kot recimo to, da se ne postavljamo zase, da ne rečemo ne takrat, ko mislimo ne. Pa recimo, da ne, skratka, postopoma se odrekamo sebi, dokler pač ne, pri meni se je zgodilo, da na neki točki več nisem vedela, kdo sem. In nisem vedela, kdo sem, zaradi tega, ker nisem poznala sebe, ne, ker nisem poznala svojih mej, ne. Sporočalo se je, da pač moja čustva niso sprejemljiva, da moje potrebe niso pomembne, ne, da moje želje niso pomembne. In potem se na ta način postopoma odtujujemo od sebe, dokler več ne vemo pravzaprav, ali sem jaz tista, ki si res nekaj želim, ali si to želim zato, ker, ne vem, v odraslosti mi to družba, ne, govori, da bi morala, recimo konkretno tudi ženske slišim, ne, zdaj je že čas, da bi imela otroka. Jaz pa še kar ne čutim, da bi imela otroka, ne. Torej, kateri glas je zdaj pravi, ne? Tisti od družbe, ki od mene pričakuje, da moram neke zahteve izpolniti, ker se tako dela, ne? Ali je moj glas veljaven, ne? In tu se pravim, pri pridnosti postopoma naučimo, da naš glas ne šteje, da ni dovolj pomemben. In da je treba slediti pač nekim zunanjim navodilom, pričakovanjem, zahtevam. Jaz sem hiter, je tudi ta naš glas posledica glasov iz naše preteklosti, a ne, torej, kako so z nami komunicirali starši itd.
veš, ti tukaj zelo hiter pridobiš en glas, ki je poln strahu, a ne, a veš, pa je to nekdo ne bo šel nikoli na letalo, zato ker je njegova mama ali pa oče govoril, da Bog ne daj, da to lahko dol pade in vse, a ne. In pač ja, se ta strah kot otroku zakorenin toliko močno, da pol ljudje pač ne morejo preko tega in je še zmeraj naš glas, ni družba. Mi ga samo ponotranimo. Tako. Pršel je pa iz odzuni, ja. Tako, mi ga, ko dovolj dolgo poslušamo neke zahteve, zapovedi, tako kot si rekel, prepovedi, potem to postane seveda s časoma naš notranji glas in niti ne rabimo več v bistvu nekega zunanjega človeka, ki bi nam govoril, kaj bi naj delali, zato ker smo že programirani in ker ta glas deluje znotraj nas. In ta glas je ponavadi zelo kritičen, osredotočen na pomanjkljivosti, kaj se nam manjka, kaj se ni v redu. In ta glas imajo pridni zelo, bom rekla, se razbohoti znotraj psihe. Tisti negojoč glas, ki pa je dejansko tisti pravi glas, ki nas poskuša voditi po poti življenja v boljše, v bolj prijetno, v tisto, kar je za nas dobro. Tistega pa smo naučeni ignorirati, če ga že slišimo, ga ne poslušamo. Ja, je preglasen, ne, verjamemo. Kaj enkrat dojamaš, vsaj pri meni je bilo tako, da ti nisi tvoj da v bistvu imaš edino izbiro, ki imaš, ali je on tvoj služabnik ali je tvoj vladar, dokler ne razkrinkaš tega, da to nisi ti v bistvu, bo vedno on imel kontrolo nad tabo in te bo pelil v ene in iste ponavljajoče vzorce. Ne? In kle, pri teh zadevah je po moje zelo podobno, pa me zanima, kako si ti, se pravi, šla iz te faze, ne vem, kdo sem, do faze, zdaj pa vem, kdo sem. Kaj si naredila, kako je izgledala ta preizkušnja? Vmes je minilo 20 let. Wow, ok. Čeprav danes, ko gledam nazaj, ne verjamem, da mora tako dolgo trajati. Sigurno pa traja določen čas, in začne se s prvimi koraki in ti koraki so ozaveščanje. Se pravi, ozaveščamo v tem procesu pridobivanja informacij novih, nekih novih znanj, da sploh lahko začnemo, bom rekla, da dobimo to informacijo, da je možno še nekaj drugega, da obstaja nekaj drugega, drugačnega, boljšega. Pa potem seveda učenje opazovanja sebe, to je izjemno pomembno na tej poti navznoter, ne, da se učimo postopoma, tudi to ne gre čez noč, opazovati svoje misli, ne, ker preko opazovanja svojih misli lahko odkrivamo določena prepričanja, ki nam več ne služijo. Potem se učimo opazovati in sedeti, jaz temu rečem, svojimi čustvi. In to je, bom rekla, vse na začetku izjemno zahtevno, zato ker ko enkrat si dovolimo obmirovati, ne, veliko ljudi si sploh ne dovoli upočasniti. Ne, zato ker če bi upočasnili, potem vse tiste vsebine, pred katerimi bežimo v delo, pehanje za nekimi dosežki, nizanje, ne vem, nekih titul in tak dalje. Ne. Vse to, ko enkrat obmirujemo, potem začne počasi brbotati na plano vsa ta potlačena čustva in sploh na začetku procesa je kar, bom rekla, težko obsedeti s tem in meni se je zdelo, ko sem si dovolila recimo na začetku čutiti strah, se prav spomnim, ko smo imeli takrat še v službi, sem delala na gimnaziji in smo imeli neko javno predstavitev sem imela. In se spomnim, da sem se umaknila na stranišče in si rekla, zdaj bom pa si dovolila čutiti ta čustva. In potem, ko je to začelo brbotati, me je bilo še samo bolj strah. In se rekla, ok, ne morem zdaj tega vsega ven spustiti, bo treba počakati, odložiti za čas, ko pridem domov. In postopoma sem si dovolila vedno več čutiti. In potem sem videla, kako je ta strah v bistvu prisoten v vsaki celici mojega telesa. In potem postopoma se učiti, kako potem to travmo dobesedno iz telesa, tudi z raznimi, ne vem, dihalnimi vajami in drugimi vajami, počasi z meditacijo recimo, počasi delati prostor tem občutkom, zato da se potem lahko s časoma postopoma, bom rekla, iz telesa tudi resorbirajo.
Imava dva pogleda, oziroma dve stvari, ki se dogajata. Eno je na telesnem nivoju, torej na tem, kar čutiš, to, kar si zdaj rekla, da pač greš v stanje, kjer lahko začutiš te občutke, se naučiš čutiti spet te občutke in jih pač pustiš čez, brez da jim daješ imena, zgodbe itd. Ne samo občutki so. Malo pa kle še en drug del, ki je pa bolj povezan z umom, a ne, in v bistvu tem, da prevzameš kontrolo nad perspektivo oziroma zgodbo, ki si jo govoriš, ko pomisliš na nek trenutek iz preteklosti. Pa me zanima, kako si se ti naučila, oziroma kako si spremenila zdaj pogled nase kot to vlogo pridne punce, to, kar te je bremenila, ne? Da nisi več verjela, da si to ti. Kot rečeno, učila sem se opazovati svoje misli. Jaz sem si te misli tudi zapisovala. Kakšna je zdaj ta stara zgodba, ki si jo jaz pripovedujem? Ni dobro reči ne. In potem sem od tu naprej, če dam ta primer, potem sem od tu naprej raziskovala, zakaj ne. Zato, ker potem, ne vem, me bodo drugi kritizirali. Ali pa, ne vem, če bom v službi rekla ne, v tem smislu, da, ne vem, se mi nalaga preveč dela in bom začela postavljati meje, potem pa mi ne bodo več podaljšali pogodbe o zaposlitvi. Ne? To so taki čist, bom rekla, realni, niso realni strahovi, ampak so pa konkretni strahovi. In to je ta zgodba, ne, kot si rekel, ne, to je ta zgodba, ki si jo pripovedujemo in ki v resnici samo razpihuje naše strahove. In ker se mogoče na neki točki še ne želimo soočiti s temi strahovi, pač potem verjamemo tej zgodbi, mogoče stopimo še korak nazaj, ampak jaz sem vztrajala, ne, in s časoma sem si rekla, ok, koliko zdaj tega strahu prenesem, če pa zdaj vseeno v tej situaciji, ne vem, ko se mi naloži več dela, rečem, ok, zdaj pa ne bi, oziroma imam že toliko in toliko dela, boste mogoče to prerazporedili komu drugemu, ali ne, mi boste kaj odvzeli od tega, kar že delam. Ne, skratka, da sem se začela, da sem si dovolila se začeti pogajati, ne nazadnje tudi in se pravim, zelo postopoma sem potem prepoznavala, ne, te misli, te zgodbe in zavestno se tudi, bom rekla, coachala na nek način, ne, da imam pravico, ne, da imam pravico izražati sebe, da imam pravico do tega, da mi je dobro, da imam pravico do več časa za sebe, ne, da mi ni treba. Recimo terapeut mi je enkrat rekel, in to mi je bilo ful zdravilno, ne, da v službi je zdravo dati 70% svoje energije. Ne. Ostalih 30% mi naj ostane za ostali del življenja, ki ga tudi živim. Ne, meni se je zdelo vedno kot pridni in hočemo biti pridni in popolni, da moram 120% vložiti v svoje delo. Pa še se mi je zdelo, da sem naredila premalo. In verjamem, da je to zgodba tudi marsikoga drugega. Ne, in tu začeti potem počasi, ne, ko si vprašal, počasi pisati novo zgodbo. Ne, gledati tudi na stvari iz širše perspektive. Ne, tudi to ne nazadnje, da ne bo konec sveta, da tudi, ne vem, če ostanem brez službe, to pomeni, da me čaka nekaj boljšega. Ne. Se pravi, to eno pozitivno perspektivo življenjsko počasi negovati in si potem dovoljevati vedno več tega, kar čutim, ne, kar sem čutila, da je za mene bilo bolj prav in bolj resnično in bolj sprejemljivo in bolj zdravo, ne nazadnje tudi. Ne. In ko na ta način začnemo razmišljati, prihajamo v stik s svojimi mejami. Ne. In te meje so pač različne. Čustvene, intelektualne, telesne, duhovne. V bistvu gre za nekako, karkoli si zdaj omenila, se mi riše samo to, da sebe v bistvu postaviš na prvo mesto. Tako. In ko odgovarjamo na to vprašanje, kaj je zame prav, kaj je zame dobro, kaj je zame sprejemljivo, ne za vse druge. Ne, ko si prej vprašal, kako pridemo do tega odgovora na to vprašanje, kdo sem. Na ta način počasi začnemo odgovarjati na to vprašanje. Ne. Kaj pa potem, ko začnemo na tem delati? Ne? Jaz verjamem, če si želiš biti pogumen, ne pričakovati, da si drug dan zbudil pogumen, boš se pa zbudil z izzivi, ki ti bo dar priložnost, da si pogumen, torej, da to dokažeš zdaj. Kle v tem
v tem primeru tega ugajalca, ne, v nas. Jaz se spomnim zase primerov, koliko mi je bilo težko pač izstopati iz določenih stvari, ne, pa se nisem imel nekaj zapridenega. Videl sem pa, da mi je veliko pomenilo sprejetje drugih, ali pa kako so me videli, ali pa, da sem bil pohvaljen, ne, da so me videli kot zabavnega, pridnega itd. No in mi je zanimiv, kako pol na neki točki se pa vprašaš, ko greš pa zdaj malo bolj v ta drug ekstrem, ne, pa že rataš skoraj malo egoističen, egocentričen, oziroma kada se vse vrti okoli tebe, da pač drugi sploh niso pomembni, vse je sam zate, ne, vse delaš samo zato, da je tebi lepo, da je tebi dobro. Kaj pa zdaj, ko pride do tega, ne, kako pa zdaj vedeti razliko, oziroma se zavedati, biti dovolj prisoten, da vemo, kje je pa zdaj meja med tem, da pa ratamo preveč egocentrični, zaradi tega, ker hočemo tako protiutež dajati zdaj temu egoistu oziroma ugajalcu, ki je totalno nasprotja. Ne. Kako zdaj te dva zbalansirati in priti na to zdravo sredino? Jaz mislim, da je to normalen del poti, ugotavljanje tudi tega, ampak po mojih izkušnjah, recimo mi, ki smo bili vzgojeni v pretirano pridne in pretirane ugajalce drugim, moramo začeti hoditi to pot, moramo. No? Pač je zdravo, da začnemo spoznavati, kaj nam ustreza in kaj nam ne ustreza. In to je z namenom, vsaj po moji izkušnji, da po eni strani, da si damo dovoljenje, da smo tudi mi sami vredni in pomembni in dragoceni in po drugi strani pa, da začnemo postopoma živeti to svojo pomembnost, ampak to ni v tem sebičnem smislu, ampak gre za pomembnost v smislu, da sem jaz vredna, da jaz nekaj štejem in da je tudi, da so moja čustva pomembna, da so moja stališča pomembna, ne? Ker pridni živijo, kot da niso v tem smislu pomembni, ne? In da imam tudi jaz pravico izraziti sebe, da imam pravico reči ne, če čutim, da je ne. In ko na ta način živimo, kot sem rekla, vedno bolj globoko občutimo sebe in tako kot včasih rečemo, ne, polnimo to notranjo posodo z sabo. Ja, vem, da je Oprah enkrat rekla, da so ji očitali, da je you are full of yourself. Ne? Ampak full of yourself pomeni, ona je rekla, ja, jaz sem polna sebe, ampak polna sebe v tem smislu, da jaz vem, kdo sem. In ko smo enkrat polni sebe na ta način, potem nimamo, vsaj po mojih izkušnjah, nobene potrebe, da bi bili sebični, egoistični, zato ker ko si poln sebe, jaz si to na ta način čutim, no, da je moje srce odprto in ko je naše srce odprto, je polno ljubezni. In mi si samodejno želimo, to je v naši človeški naravi, da si želimo to razdajati drugim in deliti z drugimi. Jaz se spomnim, ko sem bila na Havajih sama na enem izobraževanju, ne, moje srce je bilo tako polno tiste lepote in vsega, kar sem tam doživela, da sem rekla, jaz nikoli več ne grem sama nekam, ne, ker si želim to deliti s svojimi najbližjimi. In to je to, mislim, da ni take bojazni, da bi šli v tisto neko drugo skrajnost. Razen, če smo tako zelo ranjeni, da že imamo od tu, bom rekla, te neke narcisistične nevzgibe, ampak to je pol ena čist druga zgodba. Pri pridnih mislim, da ni nevarnosti, da bi šli v tisti totalni egoizem, kjer se lahko zaciklamo in kjer sem se sama zaciklala, je bilo v tem, da mogoče se mi je skozi zdelo potem eno obdobje po nekaj letih, recimo psihoterapije in tega, ne, da moram še delati na sebi, pa še moram delati na sebi, pa še moram delati, pa še ni dovolj. Ne. In sem se mogla tudi na tej točki nekako odločiti, pa tudi spoznala sem, da ne, skozi ko brskamo po sebi, vedno kaj najdemo. In če bom jaz osredotočena na to, kaj vse še meni manjka, pa kaj še moram predelati, pa kaj še moram ozdraviti, da potem bom skozi kaj našla. In sem se na neki točki, mislim, da po 10 letih te poti, potem odločila, jaz sem že zdaj v redu. V tem smislu, da ne, mi ni treba skozi kopati po teh vzorcih, ne, zato ker če živim, kot da sem že zdaj v redu, potem se bo tako ali tako pokazalo, če še je kaj za razrešiti in se pokaže v dani situaciji, ker življenje nas skozi trigira. Ne, in so skozi, tako kot se je rekel, ne, izzivi in priložnosti, da pogledamo v sebe. In tudi ne nazadnje, ko sledimo sebi, pa nekim svojim željam, pa te neki, ko nas življenje skozi vabi v
da postanemo nekaj več od tega, kar smo, tu nekako skozi ta proces samodejno spet ta neka omejujoča prepričanja vzniknejo in takrat jih lahko pogledamo v dani situaciji tu in zdaj. Ne? Jaz pa sem imela to eno, ker sem se tudi psihoterapije lotila kot pridna. Ne? Jaz bom pa zdaj vse naštudirala, delala bom na sebi, ampak potem, če na ta način pristopimo, se potem to delo tudi nikoli ne konča ravno v tem smislu, ker skozi brskamo po preteklosti, pa po travmah. Te travme se tako ali tako pokažejo v sedanjem trenutku, ko gremo skozi neke izzive, če še so tam, če še niso ozdravljene. Ne? In takrat je priložnost, da jih pogledamo spet, da jih predihamo, da ozavestimo še globlje omejujoča prepričanja, jih spremenimo in potem gremo naprej. Velikega samoopazovanja, pa predvsem ta del vmes mi je zanimiv, kako se zgradi potem, ko se začneš zdraviti na nek svoj način, kako se zgradi spet neka nova identiteta, nek nov ego, ki si ga omenila, še več tega, še več tega. Zdaj pa jaz sem ta, ki je iz te situacije prišla v to situacijo, ampak spet, če dobro poslušava, v resnici spet to nisi ti, Ne, zato ker je to spet ta kritik, ki pravi, še vedno ni dovolj. In če se tega lotevamo s tem izhodiščem, to je mindset pomanjkanja. Potem bomo vedno znova našli dokaze, da je temu tako. Če pa gremo iz izhodišča, jaz sem že zdaj takšna kot sem in si recimo tudi se učimo, to je meni bilo pomembno, čutiti prijetna čustva, ne samo strahu. Jaz sem se mogla naučiti, kako čutiti hvaležnost, kako se občuti umirjenost, skozi meditacijo, kako se občuti svoboda, kako se čuti, če živim v obilju. Ker na ta način v bistvu svoje telo tudi navajamo na čutenje prijetnih občutkov. Zanimivo mi je, da si uporabila besedo, da si se mogla naučiti. Ampak če pogledava, v resnici si se mogla spomniti. Tako je. Ja. Ker lihkle je ta paradoks, da mislimo, kaj vse se moramo naučiti, kaj vse moramo dobiti. Ja. V bistvu pa pač je bolj pomembno to, kaj vse se naučimo spustiti, pa ne več verjeti, pa prideti bolj v to razumevanje bistva. In me mogoče kle na tej točki zanima, kaj bi lahko vsak človek naredil, da bi verjel v dejstvo, da je dovolj, ne glede na to, kaj se dogaja, v kakšni situaciji trenutno je, kako se vidi, kaj mu govori, kaj je nekaj, kar pomaga dojeti, da si dovolj. Po mojih izkušnjah meni je pri tem najbolj pomagala meditacija. Zato, ker meditacija pomaga, najprej, da se ustavimo, da se umirimo oziroma da začnemo opazovati, kaj vse nam roji po glavi, katere vse misli so prisotne. Da jih začnemo tudi nenazadnje sortirati te misli, kaj od teh misli je iz te moje stare zgodbe, iz moje preteklosti. A so kakšne misli, ki so pozitivne, večinoma ugotovimo, da pozitivne v tem smislu, da nam ne povzročajo stiske. Ker če smo skozi na tem, ni dovolj, premalo si naredila in tako dalje, potem so to te misli pomanjkanja. In meditacija je tista, ki pomaga postopoma, sploh če redno meditiramo, začeti umirjati misli, dokler ne dosežemo točke, kjer se zdi, kot da vse te misli odpadejo oziroma so, tako kot si rekel, jih odstranimo, odložimo iz sebe ali pa se dvignemo nad njih, tudi na ta način jaz to doživljam. Se pravi, takrat, ko se uspemo v meditaciji dvigniti nad misli in nad te neke svoje vsakodnevne vloge, ki jih igramo in te vzorce, ki smo se jih naučili z življenjem v tem tridimenzionalnem svetu, takrat dobimo izkušnjo enega miru. In ta mir je zelo globok. In ta mir je svet na nek način in bolj kot si dovolimo obmirovati, začnemo s časoma še globlje čuti, taka je bila vse moja izkušnja, odpiranje srca v smislu, da čutimo vedno več ljubezni.
In te izkušnje potem v meditaciji, kot da se na nek način nalagajo, dokler sem jaz doživela celo serijo zelo zanimivih izkušenj v meditaciji, no, odpiranja srca, tudi izven telesnih izkušenj, ampak vse to pomaga, da začnemo čutiti, kdo mi v resnici smo, ker to je težko opisati z besedami. Eno je teorija, pa so informacije, ampak to globoko občutenje sebe. Jaz sem imela skozi življenje, recimo, ko je mama umrla, sem zelo globoko ljubezen začutila ob njenem prehodu. Ne? Ampak večinoma pa lahko te občutke, ali pa ne vem, splezaš na Triglav, pa čutiš to neko drugo stanje zavesti. Ampak meni je najbolj pomagalo, torej preiti v to višjo zavest, višje stanje zavesti na ta način, da sem vadila mirovanje, torej ustavljanje, opazovanje sebe. Kako si pa šla prvič čez, jaz se tega pri sebi spomnim in me je ratal strah, ko se začneš poglabljati, ko začneš iti v globine tega, torej da samo sediš, pustiš, da grejo misli. In se pač za sekundo dotakneš te enosti, za sekundo se toliko umiriš, da se v bistvu stanje zavesti čist drugače dojemaš. Jaz sem prvi parkrat, ko se mi je to začelo dogajati, pa sem v bistvu pred tem še dihalne vaje delal, torej da sem čist probal tudi na fizičnem nivoju, fiziološkem nivoju pač svoje telo dati v pozicijo, da je to mogoče. Ko se mi je to zgodilo, sem rabil par minut, da sem se pomiril. Ker sem se res prvič v življenju po moje takrat vprašal, jaz res nisem to, kar mislim, da sem. A se mogoče ti spomniš kakšne svoje prve take izkušnje, da si prišla v neko novo stanje, kako si reagirala, kako si ti je videl in kako te to ni odvrnilo od tega, da si nadaljevala to pot? Jaz sem imela izkušnjo, več teh izkušenj, da me je začelo vleči iz telesa in sicer tu od vrha glave navzven. In mi je bilo tudi zelo strašljivo, ampak moja izkušnja je bila ta, da sem šla samo do točke, kjer sem se še počutila udobno. Se pravi, zdelo se mi je, kot da se ta proces ne odvija na silo, kot da ni nekaj zdaj zunanjega, kar meni želi nekaj narediti. In moraš to ustaviti. In moram to ustaviti, ampak da v resnici sem jaz tista, ki nadzira. Ne? In najprej sploh nisem vedela, kaj ta občutek je, zakaj se mi to sploh dogaja. Ampak potem s časoma je leta trajalo, da sem se uspela toliko prepustiti, ker gre v bistvu za prepuščanje kontrole. Spustiti je treba, Mi želimo se kontrolirati, zato ker je to pač polje neznanega in naučeni smo, da je neznano nevarno, ne? In da se nam lahko kaj zgodi, ampak se pravi, moja izkušnja je ta, da je ta proces se odvijal skladno z nekim mojim ritmom, če temu lahko tako rečem. Razumem, da v bistvu si že takrat vedela, da ni to nič tazga, kar ti predstavlja nevarnost, ampak je zgolj izkušnja, tako, ki te mogoče spoznava z nečem novim. Tako. Ja. Ko ljudi jaz kdaj se pogovarjam z njim o tej tematiki, lastne vrednosti, velikrat ugotovim, sploh pri ženskah, koliko pomembno jim je slišati to, da so dovolj. A je to posledica družbe, v kateri živimo? Posledica, kako smo bili vzgajani? Ali se kje drugje skriva ta predispozicija, da nismo dovolj? Kako bi rekla ti skozi svoje izkušnje pa raziskave? Mogoče, če se navežem na tisto, kar sva prej rekla, ko si tudi ti sam bil v meditaciji, v tem stanju nekega višjega zavedanja, torej na točki, ko postanemo višja zavest. Ja. A se ti je zdelo, da nisi dovolj? Nič se mi ni zdelo, pač lih to je. To je to. To je to. Je vtihnil. Preprosto, tako. ne? Točno to. Se pravi, ko smo mi v globokem stiku s sabo, je naravno, da občutimo, da smo okej.
da smo dovolj. In ta občutek, da nismo dovolj, je privzgojen. In živimo v kulturi, kjer nam ves čas se sporoča, da nismo dovolj. Nismo dovolj lepi, nismo dovolj pametni, meni včasih reče, nisem dovolj sproščena, sem pretiha, enostavno, skozi se nam sporoča, da nekaj z nami ni čisto v redu. Pa tudi, če recimo dosežemo pol te neke kriterije, recimo, da jih, se potem ponavadi še malo višje prestavijo, tako da imaš še, se še moraš bolj potruditi. In jaz bi rekla, da to ni naravno stanje. Človek je po naravi dovolj in je vreden in smo vredni in vredni ljubezni in vsega dobrega. Ok. Kako bi lahko mladi starši, relativno mladi starši, kot sem jaz, moje generacije, ki zdaj smo veliko bolj odprti za te tematike, kaj je nekaj tazga, kar lahko ozavestimo, da prekinemo ta vzorc, ki so nam ga mogoče predali naši starši, čist nezavedno, ker so tako najbolj znala, seveda iz čiste ljubezni to govorim, brez obsojanja, karkoli, ampak na kaj smo mi lahko pozorni pri vzgoji naših otrok, da jim bomo dali vedeti, da so dovolj. Kaj je tisto, kar lahko delamo pravilno? To, kar lahko delamo in delaš, že s tem, ko snemaš ta podcast in ozaveščaš o teh vsebinah, je to, da se sploh najprej informiramo kot starši. Mnogo ljudi gre v starševstvo, ne da bi prebralo eno knjigo. Se pravi, treba je ozaveščati, kakšen je naš vpliv, torej vpliv odraslih na otroke, kaj se jim posredujemo, kako jih lahko zaznamujemo v negativnem smislu, pa tudi v pozitivnem. Spet bi rekla, se nimam neke konkretne, bom rekla, formule ali pa čarobne palčke, ampak to delo na sebi kot starš, da jaz živim ozaveščeno, da sebe preizprašujem. To poglablja stik z mano in bolj kot smo v stiku s sabo, bolj smo lahko v stiku z otrokom in bolj čutimo njegove potrebe, bolj ga razumemo, bolj se lahko odzivamo na njegove potrebe. Zato jaz mislim, da delo na sebi, torej kot starš, starševstvo je pač ena od vlog, ampak mi moramo si prizadevati, da smo mi dobro v prvi vrsti in da imamo te vzorce, da jih ozaveščamo, da sebe spreminjamo, da gremo naprej. Potem pa posledično se otrok uči od tega. Ne vem, moj sin, včasih mu kakih stvari sploh nisem konkretno ubesedila, pa recimo je on znal jih povedati, zato ker je to vzdušje eno v družini že tako, da se čuti, da smo pozorni na meje drug drugega, da izražamo recimo neke svoje potrebe, da so čustva dovoljena, ampak da se jih učimo na sprejemljive načine izražati. Ampak najprej moramo se mi kot starši tega naučiti, ker vzgajamo vedno z vzgledom. Lahko še tako pridigamo in razlagamo teoretično, ampak če sami tega, jaz se spomnim, ko še bil mlajši, sem enkrat mu rekla, ne deri se. Jaz sama sem se začela dreti, hkrati pa želela njega naučiti, naj se ne dere, ker je bil glasen in pač me to vznemirjalo. Sploh na začetku, ko sem šele začela ta proces samoraziskovanja in sem začela tudi spoznavati, koliko me recimo hrup moti, ker je vzbujalo to travme v meni. Pri nas je bilo hrupno, je bilo glasno, se je povzdigoval glas oziroma se je kričalo in je to v meni to stisko vzbujalo in sem hotela to stisko premostiti na ta način, da mora on biti tiho. Ampak, in ko sem to spoznavala spotoma, ker noben ti ne da navodil, kako biti starš. Ampak če smo pa dovolj odprti za te stvari, potem pa lahko se spotoma učimo ob otroku, ob opazovanju sebe, in tudi skomuniciramo to na primerne načine, pač v starosti primerno z otrokom, tudi ko naredimo kakšno napako, ali pa rečem, takrat ne bi smela zakričati na tebe, se opravičujem, bila sem, v stiski ali kakorkoli, pač se pravim odvisno od starosti otroka, da to razume, na kakšen način mu razložim. Ja. Pa tudi beseda, recimo, pridna ali pa uboga. Jaz sem to včasih slišal tako čist normalno, pridna, ja, uboga, ja, uboga. Pol sem pa rad malo bolj
zavesten okoli tega in sem videl mojo mami, pa jo imam najrajš na svetu, res pač moja duša, sorodna, pač res jo imam najrajš. Pa ko ona je recimo za ta malo, ki se je rodila, ko je pridna ali pa kaj je uboga ali tako, pa sem jaz rekel, mami, kaj to pomeni? Ne mi povej, kaj s tem misliš, pridna. In sva ugotovila oba, da pač dejansko definicija tega ni to, kar hočeš v tisti situaciji povedati. Daj mi z drugo besedo uporaba, a je, ne vem, prijazna, a je prijetna, a je samozavestna, zakaj pridna, A veš, in je dejansko sem rekel, če lahko to besedo damo ven iz vokabularja, probamo, pa porabljamo pač druge besede. In ja, itak še zmeraj pride ta pridna, ampak je takoj, kakšen pogled, tako dej, vse v redu, Ne zato, da bi demonizirali zdaj to besedo pridna, še zmeraj je nekaj na tem, da ti ubogaš starše, oziroma da se lepo vedeš, ampak spet, kje je zdaj meja? Kje je zdaj meja med tem, da mi discipliniramo našega otroka, da je, kako bi rekel temu sploh, da je človek, kot se zagre, še zmeraj pa ostane svoboden v svoji avtentičnosti, iskrenosti, igrivosti, brez da mu mi postavljamo neke kalupe, kako mora zdaj on konstantno ubogati in da na podlagi tega se zdaj odloča, a je on dovolj ali ni, To sem zdaj čisto zakompliciral, upam, da si me razumela, kaj hočemo vprašati. Sploh nisi zakompliciral, ker sem se na to spomnila, da v bistvu lahko mogoče na tej točki malo bolj razdelava ta pojem. Super. Ker res je, da ni vsa pridnost škodljiva. Ja. Ampak če pogledamo, recimo, meni je bilo ful zanimivo tudi z te antropološke perspektive, pravijo, da če želiš ugotoviti, kako torej člani določene kulture razmišljajo, idi pogledati in raziskovati, kakšne pomene pripisujejo določenim pojmom oziroma besedam. In jaz sem šla v slovar in pogledala, kaj pomeni priden. In v slovarju piše slovenskega knjižnega jezika, da biti priden, oziroma da je priden tisti, ki rad in veliko dela, ki izpolnjuje zahteve in pričakovanja drugih in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. Wow. In iz tega to ogromno pove ta definicija. Ker s čem mi povzročamo neprijetnosti in nevšečnosti? S čem otrok, ko se je ravno otroke omenil? S tem, da izražajo svojo voljo, se mečejo po tleh, izražajo čustva na veliko, ker je to njim naravno, želijo uveljaviti svoje mnenje, svoje potrebe, pričakujejo otroci, da bodo zadovoljene, ne sicer zavestno, ampak svoje želje želijo uveljavljati. In kaj pridnost naredi? Pridnost v bistvu je navodilo, odpovej se temu. Zato, ker če boš živel, če boš šel za tem, če boš torej sledil sebi, boš drugim povzročal neprijetnosti. In otrok, ki spi, tako kot si rekel, je priden, spi celo noč. Otrok, ki vse poje, je priden. Spomnim se, sem imela... je šit. Imela sem na obisku večkrat eno sosedo, koliko je bila takrat stara, mogoče 6-7 let. Smo pekli palečinke ali pa kako večerjo pripravili in ta punčka je vedno vse pojedla s krožnika. In jaz sem jo vprašala, ker je vmes rekla, jaz sem že sita, ampak bom to pojedla. In meni so takoj ušesa zastrigla. Zakaj boš to pojedla? Zato, ker hrane se ne meče stran. In potem je seveda na mestu vprašanje, hrane se ne meče v koš, a je potem okej, da kljub temu, da nam telo sporoča, da smo že siti, še vržemo to hrano pač v sebe, na mesto v kanto za smeti. Zdaj, če malo povem, na grobo. Ja. Ampak s takim vedenjem recimo pač zanikamo sebe in zavračamo sebe. Zato, da mama ne bo žalostna, ker se je matrala nje skuhala, zdaj, če malo to cankarjanskost, če tudi potegnemo. Materi cankarjanski izkažeš hvaležnost za njen trud, ker je skuhala kosilo, tako da vse poješ. Ampak kaj s tem narediš, če recimo ješ, ko nisi več lačen? To, da sebe spet zapostaviš, zanemariš. In zdaj, če sva že pri tem, pri pridnosti, torej, ko sem rekla, ni vsa pridnost škodljiva.
Ne, jaz pravim, da so pridni ljudje eni najbolj srčnih ljudi, kar jih je, ker so empati, ker pomagajo drugim ali pa pomagamo, ne, ker nam je mar za druge, ampak pridnost postane škodljiva takrat, kadar to začnemo početi na račun zavračanja sebe. Ne, kadar to gre v neko prekomerno razdajanje, ne, v prekomerno pomoč drugim. En citat tvoj je iz knjige, oziroma v knjigi praviš, pridnost ni znak dobrote, ampak pogosto znak strahu. Ja. Klej se to zelo lepo navezuje, pa bi mogoče, da malo razširva to tematiko, ker že prej, ko si govorila o lastnih izkušnjah, je bilo veliko neke te noter spodbujanja krivde v tebi, če nekaj nisi naredila tako, kot je treba. Klej imamo pa zdaj strah, ker sta si zelo podobna, se pravi krivda, strah, sram, zelo nizke vibracije in zelo za manipulatorja zelo priročne, Zdaj, če se mi da pogovarjava o nekem ugajalstvu, ki je v bistvu manipulacija, kako bi dejansko ta stavek, da pridnost ni znak dobrote, kot je vrisano, ampak da je v bistvu znak strahu, razložila na preprost način. Se pravi, če se jaz obnašam pridno po tej definiciji iz slovarja, ko sva jo prej rekla, zato, da ne bi drugih razočarala, potem je v osnovi mene strah druge razočarati. Strah me je, da... Zavrnitve. Tako, strah me je zavrnitve, strah me je zapuščanja. Ja. Ne, ker tu spodaj je ta grožnja, ravno z zapuščanjem. Če ne boš izpolnjevala naših potreb, pričakovanj, zahtev, potem se bomo odvrnili od tebe. In s takimi sporočili, ali pa recimo te bomo zapustili, ali pa ne boš preživela. In s takimi sporočili, recimo tudi delodajalci, to so zelo subtilna sporočila, že kasneje, v odraslosti na tem nivoju. Delodajalec, kaj ti reče, če ne boš delal tako, kot ti rečemo, lahko greš, zato ker tam zunaj je še polno ljudi, ki bi radi. In potem se v bistvu uklonimo iz strahu, da ne bomo preživeli, ker je to sporočilo vse prisotno. Tudi recimo poznam ženske, ki želijo spremembo kariere, mogoče živeti od nečesa, kar so do zdaj imele kot hobi. In potem je to vprašanje, kaj pa če ne bom preživela, kaj pa če grem še na slabše. Kaj pa če se... In to je ta strah, ki je spodaj. Zato je pridnost, bom rekla, to neko vedenje, preko katerega poskušamo ta strah nekako nezavedno na začetku, bom rekla, ublažiti, ozdravljati, ampak ne gre na ta način. Tudi krivdo, če jaz iz krivde, ker se je mama matrala, ker je skuhala kosilo, pojem tisto kosilo, potem je to, to ni iz dobrote. Kako te ni sram, kako te ni sram, da se mama takole matra, ti pa ne poješ, Tako, in ta sram je pa povezan s tem prepričanjem, jaz nisem vredo. Z mano je nekaj narobe. Ampak narobe zato, ker si želim bolj sebi slediti, kot pa se ukloniti. To je to sporočilo. Kadar želimo slediti sebi in poslušati sebe, pa če tudi gre za poslušanje svojega telesa, je to sporočilo, to ni vredo, s tabo je nekaj narobe, moraš gledati na druge, ker če nisi sebičen. In to nima veze s sebičnostjo, to je negujoče do sebe. Če še zdaj mogoče to upeljem. Ljubezen do sebe, ljubeče do sebe je, da sledimo sebi. In istočasno se zavedamo, da če živimo v družbi oziroma v neki celici organizmu, lahko je to služba, lahko je to družina, je zelo dobro zavedanje, da je prav biti koristen. Ne zdaj iti v nek ekstrem, jaz pa ne verjamem, da je treba karkoli tukaj delati, jaz pa uživam v tem življenju. Mislim, se mi zdi, da še zmeraj ne smemo zdaj vzeti tako enoplasno ali pa črno-belo te tematike. Ali si priden, ali pa nisi priden. Jaz mislim, da sploh ne gre za to, da ni vprašanje, ali si priden, ali si pa poreden, ampak gre za vprašanje, koliko si pristen.
Ok, Okay? štekam. Se Ja. pravi, ko enkrat opustimo pridnost, opustimo Ja. porednost, če temu tako rečemo, Ja. potem nastane prostor za pristnost. In pristni ljudje, torej ljudje, ki živijo iz sebe, to so eni najbolj ustvarjalnih ljudi, kar jih je. Mhm. Ker ko si v stiku s sabo, si v stiku s tem kanalom, si v stiku s svojo intuicijo, si v stiku si ustvarjalen, si izpolnjen in takšni ljudje si želijo prispevati v družbo. Želijo si živeti sebe skozi svoje delo, ampak če izhajam iz svoje izkušnje, pa iz nešteto žensk, ki jih poznam, si želijo prispevati k tej družbi, da bi bila boljša, da bi bili bolj povezani, da bi bolj sodelovali. Veliko dobrega iz te pristnosti potem nastane, ampak nas so pač prepričali, da če ne bomo pridni, bomo šli pa v neko drugo skrajnost, ker to prepričanje, ne vem odkdaj, od Hobbesa verjetno, ali od katerega filozofa še izhaja, da ljudje smo po naravi slabi. Še vedno to mislimo. Ljudje smo po naravi slabi in če bomo te ljudi zdaj spustili, da bodo kar delali to, kar si želijo, potem to vodi v razpad družbe, kar sploh ni res. V bistvu je šlo za eno indoktrinacijo ali pa ljudje so po naravi slabi. Absolutna laž. Ljudje so po naravi dobri in boljše kot jim je, bolj si želijo vse to deliti z drugimi. Kaj pa, če sem jaz zase rečem, da sem priden recimo na projektu Underdog, ker vlagam v nekaj, kar pristno verjamem, da je moje trenutno, bom tako rekel, trenutno v tem obdobju življenja verjamem, da je to moje poslanstvo, da delam nekaj dobrega, da izhaja iz mene, da sem kreativen, da si pustim ustvarjati, da imam jaz načeloma svobodo, da se odločam, kdaj delam, kako delam itd. Ampak, če pogledam, bi lahko rekel, da sem priden. In ni to pogojeno s tem, da jaz komurkoli drugmu tukaj ugajam, razen sebi oziroma mojim ambicijam. Kako bi pa, kje se ciklam jaz zdajle? Ne, v tem kontekstu je pridnost zdrava, ker pomeni, da si deloven, da ti je mar, da tvoji projekti uspejo, ker želiš z njimi doprinašati družbi in pridnost v tem kontekstu je okej. To ja. Se pravi, kar oprosti, če res drezam tukaj noter. Ampak to je pač malo moje narave, ker če že imam nekoga, ki je strokovnjak iz področja, kle grem iz vseh načinov noter probat. Se mi zdi, da to spodbudi eno dobro debato. No. Se pravi, v bistvu se sploh mi ne pogovarjamo o neki besedi oziroma pojmu, ki bi bilo zdaj tukaj na tapeti oziroma bi ga zdaj radi izničili iz našega obstoja, pa rekli, to je slabo, tega ne smemo delati. Ampak se gre bolj za neko kulturo oziroma celo družbo, kako delujemo in kje so one vrednote, ki so pomembne. Ker se mi zdi, da načeloma ta pridnost, ki se danes o njej dosti pogovarjava, izhaja iz generacij pred nami in je bila zdaj nam dana, mi smo pa pogledali to iz malo drugega zornega kota in smo rekli, mi ne mislimo več, da je to okej, ne. Čeprav so generacije pred nami mislile, da je. Kako ti vidiš zdaj pa mogoče, to je zdaj malo filozofsko, ampak bo probala. Kaj pa je zdaj naslednji korak, ki pride za tem? Torej, mi smo zdaj razkrinkali to pridnost, pozdravili smo se pridnosti, ugajalca itd. Kaj je nekak posledica tega, če nam to uspe, oziroma zakaj bi ljudje mogli vsi delati na tem, da se tega rešimo? Kakšne posledice to lahko prinese? Posledica je pristnost. In to je to, kar si ti opisal pri sebi, na svojem primeru. Se pravi, si deloven, si marljiv, ampak ta želja, da ustvarjaš, izhaja iz te tvoje, bi jaz rekla, tako sem te poslušala, iz te tvoje notranje polnosti. Se pravi, ti veš, kdo si in veš, kaj si želiš ustvariti. In veš tudi, na kakšen način želiš doprinašati k dobremu na tem svetu. Razlika je v tem, tako bom rekla, da mogoče še z tega zornega kota lahko osvetljiva. Obstajajo najrazličnejša vedenja. Pridnost je samo ena od načinov, kako se obnašamo v življenju. In zdaj ta vedenja lahko uporabljamo
zato, da izboljšujemo svoje življenje in da je nas posledično še več, da smo še bolj pristni, da še bolj to živimo, ali pa jih zlorabljamo. Zlorabljamo pa jih takrat, kadar imamo globoko v sebi neozdravljene bolečine, neozdravljene travme in želimo v bistvu s tem, torej, in kadar smo travmatizirani in te travme niso ozdravljene, imamo, kot sva že večkrat rekla danes, ta občutek, da sami po sebi nismo dovolj dobri. In potem za to vedenje pridno zlorabljamo na ta način, da poskušamo preko vedenja dokazati sebi in svetu, da smo dovolj dobri. To je ta razlika. Upam, da nisem tudi jaz zapreveč zaključila. Ne, super si povzela tole, super si povzela. Ker me je spomnil na nekaj, kar je Sara Isakovič klele rekla, ki je bila pri meni, da je ljubezen na slovenskih tleh malce pogojena, ne? Pa deva v to formulo zdaj še ljubezen vršta, ne? Kako ti vidiš ta njen rek, če ga čistko vzameš, ne? Ljubezen na slovenskih tleh je pogojena. Ja, jaz bi dodala, ljubezen na slovenskih tleh je pogojena s pridnostjo. Torej, radi te imamo, če se obnašaš na tak in tak in tak način, drugače pa si poreden in te zavračamo. Med drugim, ko sem šla gledati slovar slovenskega knjižnega jezika, kaj pomeni poreden, kakšni so še sinonimi, pomeni hudoben, Wow. lump, Žleht. paglav. Ja. Vse to so zelo negativni pomeni. Ne? In torej pogojena je z pridnostjo, ker ko enkrat ponotranjimo to normo pridnosti, postanemo torej prepričani, da sami po sebi nismo dovolj dobri in da moramo nenehno nekaj početi, da bi to dokazali. Oziroma igrati vloge. Tako, igrati vloge. Pridnega otroka, pridnega uslužbenca, pridne žene, pridne ženske, tudi ženska vloga je tista, ki zelo tu not se, ne, prava ženska je pridna. Kaj to pomeni? To pomeni, da se razdaja za vse druge. Ne, ženska, ki čuti v sebi, da je dovolj dobra, ne bo nikoli dlje časa počela nekaj, kar je v njeno škodo oziroma s čimer zanemarja sebe. Ne, ampak bo tako dobro, kot skrbi za druge, skrbela tudi za sebe. Zato, ker bo skrbela za to, da napolni sebe, svojo notranjo posodo, zato, ker če smo mi v sebi polni, potem, tako kot sem že rekla, si želimo dati drugim, ampak iz te izpolnjenosti, ne več iz pomankanja. Zato, jaz sem dajala drugim, ker sem si želela, tako kot si tudi sam na začetku rekel, odobravanja, potrditve, pohvale, ker če sem jaz vse to dobila, potem sem začasno imela ta občutek, da sem jaz v redu in da sem vredna ljubezni. Kakor hitro pa bi me nekdo skritiziral, pa sem se počutila nevredno in sem začela čutiti sram in strah, da me bodo zapustili in krivdo. To je zdaj ta razlika. Zakaj nekaj počnemo in se strinjam, ljubezen je pogojevana s pridnostjo. Enega primera sem se spomnil v eni izmed mojih bivših služb dolg nazaj. Je bila tam ena gospodična v svojih, jaz bi rekel 30 ali pa poznih 20-30 in je imela moškega, ki je skozi jamral čez njega, pa da jo tepe, pa da jo vara in ne vem kaj vse. Jaz sem pač delal na recepciji in sem to pač tako slišal. In pol enkrat v bistvu sem vprašal, zakaj pač si tima, kaj fora. Je rekla, če ga imam pa tako rada. In pol se vprašaš, kako lahko imaš rada nekaj tazga. A imaš rada te strah, da te zapusti in ostaneš sama. In kle smo hitri na tem, kako si preko tega določeni ljudje lahko marsikaj dovolijo, ker so toliko sprali možgane partnerja, otroka, da z vsem bitjem verjame, da bo njegovo oziroma njeno življenje slabše, če te osebe v njenem oziroma njegovem življenju ni. In gre za res eno brutalno manipulacijo podrejanja, kjer malo pozabimo na človečnost. Verjetno, če bi recimo jaz kot terapevtka ali pa kot coach delala s to gospo, bi slejko prej
prišli do tega, da ne gre za ljubezen, ne, Ja. da so razlogi drugi. Da gre za odvisnost, navezanost, strah pred zapuščenostjo. Zanj sem, mislim, da nek prebral, pa me zanima mogoče, če se ne zdaj je res ali ni, ampak kako ti to vidiš, da je v bistvu prvi priučen strah, ki ga kot ljudje se naučimo, je ta strah, da bi nas zapustili. Da je to v bistvu prva taka, kot otrok, ne? Tako. Ja. Ja, ta strah pred zapuščanjem je zelo močno zakoreninjen, sploh pri osebah, ki smo imeli recimo take izkušnje, kot sem jaz na začetku opisala. Ker gre za to grožnjo, ne, če ne boš izpolnil naših pričakovanj, potem pa nisi v redu in ne, otroka tudi kaznujemo, recimo, ali pa sem bila kaznovana. No. In to na ta način sem se tudi sama naučila, no, da ni varno izražati sebe. Zato, ker če se bom pokazala takšna, kot v resnici sem, potem me bodo zapustili. Ja. Če bi zdaj lahko komorkoli, ki to posluša, povedala, kako živeti bolj pristno, mogoče celo nekomu, ki se je malo zgubil ali pa zgubila v vlogah, ki jih igra, ne, mati, delavka, kakorkoli. Kaj je bil nek prvi korak, da lahko začnejo živeti bolj pristno? Kako začneš živeti bolj pristno? Prvi koraki so to, kar sem že prej omenila, to, da smo pripravljeni pogledati v sebe. Da se začnemo informirati o stvareh, da se začnemo seznanjati z možnostmi, kako je mogoče drugače, da začnemo pridobivati informacije o teh stvareh in potem, da te informacije potem postopoma začnemo v svoje življenje tudi implementirati. Ne, zato, ker eno je znanje, ne, to sem jaz tudi videla, ko sem knjigo pisala. Ne. Eno je teoretično znanje, ampak če tega teoretičnega znanja ne uporabljamo v vsakdanjem življenju, potem pač ostane to na nivoju neke filozofije. Ne, ko pa začnemo ta nova znanja uporabljati v vsakdanjem življenju, takrat pa začnemo dobivati nove pomembne izkušnje, ki nam začnejo potrjevati, da ta nov način razmišljanja deluje in da nam prinaša koristi. In potem jaz rečem, da se preidemo iz teorije v modrost, ki izhaja ravno iz izkušenj. V bistvu se nekako preveč ukvarjamo s tem, a bo tako ali ne bo tako, namesto da bi pač samo naredili in se prepričali na lastne oči, ker ne moramo verjeti, da bo tako, ker tega še nikoli nismo doživeli. In to je v bistvu spremembe. To je v bistvu spremembe in fajn, da si izpostavil, zato ker je to pot v neznano. Ja. Jaz se prav spomnim tudi te svoje potrebe, da bi vedela, če sprejmem to odločitev. Ne? Mi bi radi vedeli vse naprej, kako bo potekalo, kako se bo išlo, ampak ne gre. Ne moramo imeti tega pod nadzorom. Lahko pa zaupamo, da ta pot korak za korakom dejansko nekam pelje. In najprej je zaupanje, preden se potem rezultati pokažejo v zunanjem svetu, v tem realnem fizičnem življenju. Realnem pod narekovaj. Eno močno poznam. Če bi videl pot, ki jo misliš prehoditi do zadnjega koraka, pol ni tvoja. Pol ni tvoja. Ne more biti, nemogoče je, da je tvoja. Če že obstajajo stopinje, ne more biti tvoja pot, ne. In skok iz cone udobja, pač kreiri svojo pot, deli svoje napake, uči se iz njih. Tako. In bod pristen, iskren, zato ker najlepša stvar, ki se zgodi, je, da kokarkoli misliš, da boš na tej poti sam, te bojo najdeli tvoji ljudje. Da. Če boš čist, če boš pristen, najdeli te bojo tvoji ljudje, ker smo zato kle, da se najdemo. In na tej poti to je del poti, da je potrebno premostiti ogromno teh strahov, se učiti soočati z njimi, ogromno krivde, vsaj po mojih izkušnjah. Ne? Zato, ker vse te, ko se enkrat odločimo, da bomo postali nekdo drug, torej da bomo postali pristni, ne? Takrat se vse tisto staro obudi, tisti stari jaz, ki nas poskuša zvleči nazaj v staro in znano. Ne? In tudi s takšnimi besedami, kot so, kaj pa če bo še slabše, to, kar so prej rekla. Ne?
kaj pa. Ne, Bodi hvaležen za to, kar imaš. Ne? bodi hvaležna, tako kaj pa ti manjka. Ja. In Kaj se pritožuješ? tako. Ne. Ampak vse to so glasovi, torej to je iz tega starega dela nas, ki nas poskuša obvarovati spremembe, zato ker misli, da je sprememba nevarna. Ne. Plus identiteta je znotraj nas. Ne? Identiteta je ustvarjena in vsaka sprememba je nevarnost, da se ta identiteta zruši. Ne? Ker kakorkoli obrneš ta del nas, ki se je ustvaril, recimo ta pridna punca ali pa priden fant v meni, ki se je ustvaril, on ne ve, da je to samo delček mene. On misli, da sem to jaz, da je to vse, kar je. Ne? In valjda ti bo probal na vsak način, o umu govorim, ti bo probal na vsak način preprečiti od tega, da on zgine, ker je tukaj njegov obstoj. Vse je paradoks uma, da samega sebe spoznava tako, da samega sebe uporablja. Ne? In v takih situacijah je Bogi revež zbezlan, zmeden. In če nimaš ti tega orodja, ki smo danes tudi o njemu govorili, torej da se znaš umiriti, povezati sam s tabo, pustiti, da te misli odplavajo in iti, ne vem, jaz temu rečem, v stik z enostjo. No? Sam dotaknjen se tega, samo no. Tako. Ok, v redu, ok. Ne jemlješ to resno vseh teh zadev in pol je lažje delati korake, ker nisi paraliziran, ne? Ker strah te bo paraliziral. Meni je pomagalo, da sem na ta strah začela gledati kot na prestrašenega notranjega otroka ali pa ranjenega notranjega otroka. In potem, bolj ko sem ga opazovala, bolj sem videla, da je še več teh otrok. Ena se počuti osramočeno, druga krivo, tretjo je strah, ena se počuti ubogo. Veliko je teh delov v nas in jaz jim rada rečem pač notranji otrok, to je ta koncept, ki je meni zelo koristil, zato ker potem se lažje postavim ob tega otroka in ga potolažim, kot bi potolažila svojega otroka. In tudi ta izkušnja, da sem jaz odrasla in tista, ki vidi to neko širšo sliko življenja, ki vidi, da je vse okej, ki vidi tudi, da mogoče takrat, ko se življenje ne odvija po naših pričakovanjih, je še vedno to v redu, oziroma se eno pot nekam pelje, ne? V več dobrega, jaz pravim, vsaka sprememba je sprememba na bolje, ne? In če jaz kot odrasla potem lahko tega prestrašenega otroka potolažim, pomirim, in ko je on zadovoljen in ga objamem, ne? Ko so njegove potrebe, ko je ta strah potešen, potem lahko skupaj opolnomočena, opogumljena stopiva naprej. Ker ni cilj, da te dele sebe zatiramo, ampak da jim damo neko svoje mesto v našem življenju, ker če jim damo mesto, to pomeni, da jih torej ozavestimo in jih sčasoma potem tudi integriramo. In na ta način postajamo vedno bolj celoviti, oziroma tako, kot si ti rekel, začutiš to enost, potem smo vedno bližje tej enosti. Ni več teh nekih senc, ki bi nas nekje iz nezavednega nas sabotirale dobesedno pred recimo temi nekimi spremembami, ampak imamo, se včasih hecam pa rečem, ovce na broju, te svoje notranje otroke, ampak verjamem, da te je strah, ti se počutiš krivo, tebe je sram, kaj bodo drugi rekli, ampak gremo zdaj, mi primimo se za roke, pa gremo naprej v to neko spremembo, vse bo v redu in je vse v redu. Zanimivo je, da v bistvu s tem, ko se zdraviš, ko delaš na sebi, ko odkrivaš mehanizme, razkrinkaš laži uma itd., v bistvu postajaš, če to tako pol vidiš, zaveznik od tega majhnega otroka v tebi, v bistvu rataš točno tisto, kar je on takrat rabil, da ga zaščiti. Točno to rataš, zato ker je to edini način, da ga zares razumeš, ker imaš izkušnjo in si čez to izkušnjo šel. In potem, če narediš to vajo, da se pač sam vase poglobiš in greš do tega otroka, ne rabiš niti nič delati, te peleti, če ta namen daš. In tam iz tega pogleda zaveznika pristopiš. Ne, tukaj sem, vedno sem bil tukaj. In nikoli nisi bil zares sama. Jaz sem to vajo delal večkrat in pač to so solze konstantno bile prisotne in neka razbremenitev in spet začutiš sram, začutiš strah, začutiš jezo, karkoli začutiš, ampak z nekim zavedanjem, da je samo občutek. Tako, in bo minil. Tako, če ga jaz znam dati pozornost na njega, dokler nimaš tega, te sposobnosti usmerjanja lastne pozornosti, ki jo veliko ljudi nima, pa ne da bi bili kaj slabši ali pa karkoli, samo pač niso tega orodja odkrili.
dokler tega nimaš, je težko iti stran od misli. In ne moreš sploh občutku dati pozornosti, zato ker konstantno, ko se pojavi občutek, se zraven pojavi zgodba in ti greš v zgodbo. In preplavi. Tako. Ja. A ne? In se ujameš v cikel, misli rešuješ z mislimi, sam hujš ratuje, občutek pa tukaj noter, pa se dere, sam začuti me, sam to rabaš narediti. Ti spet kot ti bo, jaz rabam kle rešvati, a razumeš? Ti itak si občutek, ne moram nič s tabo, a ne, kle gor moram rešvati, a ne. In ja, ker greš enkrat čez te koncepte, pa se začneš vračati, pa te neha biti strah resnice, a ne. Tist pa pol je podlaga za to, da ti lahko si v tišini in karkoli pride, sprejmeš, spustiš, da gre čez, a ne. Si lahko sam rečeš, točno tako, kar se je zgodil, se je mogel zgoditi. Zato, da imam jaz zdaj tukaj šanso, da v tem trenutku čutim to, kar je, a ne da razmišljam, kaj bi mogel biti ali pa karkoli drugega, a ne. Pa še nekaj lepega se potem zgodi na tej poti v pristnost, ko na ta način pristopimo, ne? Negujoče do teh delov sebe, kot bi bili naši otroci. Ja. S tem, ko jim damo prostor, v bistvu odpremo prostor tudi za tega drugega ali pa druge vrste notranjih otrok, ki jim lahko rečemo svobodni otroci, navdihnjeni, otroci, ki se čudijo življenju. Radostni otroci, to je otrok star 2 leti, če živi v zdravi družini. Se spomnim mojega sina, on je še do 6. ali 7. leta kričal, ko je videl gasilce od čiste radosti. In moramo dati prostor tudi temu notranjemu otroku in prostor mu naredimo samo, če tudi v te druge dele, v te druge otroke pogledamo. Pomembno je, da jih imamo vse ozaveščene in več kot ozdravimo teh ranjenih otrok, bolj zaživijo ti drugi deli nas, ki pa nas potem peljejo v eno res večjo izpolnjenost in radost in se lahko pristno veselimo. Jaz danes pogledam cvetoče vrtnice in se razjočem. Wow. In to je to, ganjenost nad življenjem. Na ta način se potem poglobi ljubezen in do sebe, ker sprejmamo tiste ranjene otroke, poglabljamo ljubezen do sebe. In bolj kot jo poglabljamo, bolj čutimo ljubezen praktično povsod. Sploh v naravi, recimo, jaz občutim, ali pa če pogledam v oči svojega otroka ali pa kakega drugega človeka ali pa svoje psičke, recimo. Sončni zahod, vse to so potem trenutki, ko res vedno globlje občutimo, kdo v resnici smo. In to je ta pristnost. A misliš, da bi videla stvari, kot jih vidiš, če ne bi bilo teme? Torej, tvoje teme, torej izkušnje, ki si jo imela, smrti, s katero si se mogla soočati. Kako ti ta koncept vidiš, ti bom povedal pol svojo izkušnjo, ampak se mi zdi, da veliki s tem. Te ganjenosti, ki si jo zdaj omenila, pa z možnosti tega, da majhne stvari vidim in mi solze začnejo teči, izhaja pri meni s tem, pa me zanima, kako ti vidiš na to. Jaz bi rekla, da živimo v svetu dualnosti, kjer je oboje, je tema in je svetloba. In zagotovo danes, ko gledam nazaj, je vsa ta pot bila namenjena temu, da najdem sebe. In pač moja duša se je odločila pred inkarnacijo, to je pač to, kar jaz verjamem, da bo doživela določene izkušnje. In te izkušnje tudi v knjigi opisujem, sploh v eni meditaciji, ko sem navezala stik s svojimi duhovnimi vodniki, so mi zelo jasno rekli, da sem si te izkušnje izbrala pred rojstvom in da sem prav prišla v stanje, ko sem lahko sebe opazovala pred inkarnacijo. Prav film se mi je pojavil in potem sem gledala svoje življenje, prihodnje, za katero sem se pripravljala, in sem rekla, ja, vse to si želim doživeti. In še to si želim doživeti. In še to, kot da bi zbirala dobesedno svoje izkušnje. In je bil nek moder glas ob meni, tako sem ga dojela, ki me je vprašal, pa si res prepričana, da si vse to želiš izkusiti? In jaz sem tisto radostno, ja, ko mala punčka, ja, to si jaz želim doživeti, pa še to, pa še to. In hočem reči, da čez to, potem, čez te izkušnje, ki smo jih izbrali,
čeprav to nekomu reči, ko je sredi mogoče travme, ne, ko doživlja neke hude izkušnje, ne, to ni najbolj, to ni v tolažbo in se lahko res tudi sliši zelo nesočutno, ne, ampak jaz pač govorim zdaj iz perspektive teh recimo 20 let, ko poglobljeno delam na sebi, ne, lahko rečem, da me je vse to pripeljalo do tega, kdo sem danes, zato ker sem na tej poti spoznala sebe in spoznala sem svojo temo in uživam zdaj v svoji svetlobi, ne, če na ta način to poimenujem. In resnično verjamem, da je bilo pomembno to zame, da sem celo to pot prehodila, vključno z negativnimi, kot bi rekli, ne, izkušnjami, z neprijetnimi izkušnjami. Ja. Meni je tema, ki si omenila to, ki je tvoja mama šla na drugo stran, si omenila, da si začutila prvič, oziroma, sorry, če si drugače rekla, ampak ljubezen, ne? Res neko globoko ljubezen, ne? Meni so v pol leta umrl babica, dedek pa oče, ne? Zelo tako na hitro vse je bilo. In pri očetu sem bil zraven zadnjih 14 dni in takrat sem si rekel eno stvar, da ne bom bežal, da ne bom gledal stran, ne? Da bom s to situacijo. Sem že prebral par knjig takrat, pa je bil to Michael Singer, Pot onkraj duše, je tak naslov, mislim, da je. Eckhart Tolle, Wim Hofa sem takrat študiral, dihanje, vse te zadeve, ne, ledena voda. In sem dejansko rekel, ok, bom probal znotraj tega, kar se mi zdaj dogaja, pač samo dajati ljubezen, ne, takrat sem si to rekel, da. Tako so rekli, da ljubezen vedno nek odgovor, ne, oziroma bo vedno pomagala. Brezpogojna, torej, jaz vem, da ta človek gre, ne bom ga s tem, da bom jaz dajal ljubezen, ne bo kle vstal. Moja edina želja, ki jo imam ta trenutek, ne more biti uresničena. Ne more biti. Še zmeri ljubezen. In je bil to včasih, da sem mu iz čela obrisal pot, je bil to včasih en lupček na ličke, je bil to, da sem mu vic povedal, ne. Včasih se smejo, včasih se ni. Ampak enkrat sem bil pa zraven v meditaciji, po moje 3 dni pred njo umrl, sem bil zraven v meditaciji in me je pa pelalo to eno, to, kar sem rekel, da sem se ustrašil, ampak takrat se nisem ustrašil. Ampak samo spraševal sem se, kako je lahko vse to lepo. Jaz pa vem, da on gre. Zakaj se jaz počutim zdajle popolnoma pomirjen s tem, vsem, kar se dogaja? Zakaj je zdajle meni lepo? Počasi še ta zginil in sem bil sam s tem občutkom. Jaz, ki sem prišel ven, jaz sem bil tako, mene ni strah, ne čutim več tega, da bi en delček mene njega hotel kle zadržati. Jaz sem njega spustil. In mi je folk še na pogrebu govoril, veš, saj se lahko zlomiš, saj ne rabiš biti tako postavljen, pa to jaz sem bil tako, ljudje božji, pač jaz sem okej s tem, ne. Nikamor ni šel, kako lahko gre. Z mami sva imela ful pogovorov, ona je že pred tem 20 let jogo delala, tako ful sva si pomagala, drugemu dajala, ne. Sem rekel pač kasneje pol, večkrat. To je bilo nekaj najlepšega, kar se je meni zgodilo, ne. In za dojeti, da je to nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi, da si svojega najboljšega prijatelja zgubil, ne. Ja, lahko se zdaj jaz sprašujem, a je to res, a ni res, karkoli gorda. Ampak jaz vem eno stvar, jaz vem, da še zdaj, ko pomislim na njega, ko se pogledam kdaj v špegel, vidim njega, tako, na nek mističen način, in sem tako nikamor ni mogel iti, jaz živim za njega zdaj, ne, tudi. Vse mi je dal, kar mi je mogel, in največje darilo, ki mi ga je dal s svojim odhodom, da jaz zdaj to lahko v svojo svetlobo dajem in sijem naprej, ne, in sem pomirjen z vsemi stvarmi. Pač res, tisto je bilo obdobje zame, cajt zgine, denar zgine, kdo sem jaz, kaj se sploh dogaja, nič ne rabim, sam fotra mi dejte, pa detka, babi, kakorkoli, ne. In te zradera. Zato mi je ta koncept, a ne, ko mi ljudje začnejo razlagati o svojih izkušnjah, svoji temi, ki so jo prehodili in grejo pol v to luč, mi je jasno, vidim kaj gleda ven, ne, ker je zelo podobno in če si z tega vidika sem hotel to deliti s tabo, no, ker ja, razumem koncept, da gledaš neko rožo vzhod in jokaš. Pa me je samo zanimalo, je mogoče to korelacija, da se nekaj v temi, res globoki temi, da se nekaj spremeni znotraj nas, da smo sposobni to videti, kar prej nismo bili.
Jaz imam včasih občutek, da takrat, ko nam bolečina, če malo dramatično rečem, stre srce, da takrat, kot pravijo, ne, dejansko posije svetloba skozi. Nedolgo nazaj sem imela izkušnjo, ko mi je psička zbolela, pa so najprej napovedali, da je zelo hudo, ne, in sem jo gledala v oči in čutila sem globoko bolečino, recimo v srcu, ampak takoj zatem pa tako globoko hvaležnost in ljubezen, da so mi zato solze tekle. In to je moja izkušnja, da take preizkušnje, če uspemo, ker kaj je bilo lepo tudi, ko si ti rekel, ne? To, kar se ti je zgodilo, na nek način je bilo tudi to, da ker si rekel, nisem ga želel zadržati zaradi sebe. Ne? To pomeni, da si sprejel situacijo takšna, kot je in jo, ne vem, izročil v najvišje dobro. Naj se zgodi najvišje dobro za vse. Ne rabim jaz tega človeka, svojega očeta, ne, zadrževati ob sebi, zato da meni ne bi bilo težko ali pa da me ne bi bilo strah. Ne, spuščam izid, ne, spuščam svoja pričakovanja, ne nazadnje tudi, ne. In naj se zgodi v najvišje dobro vseh. In to so tisti momenti, ne, to spuščanje kontrole, spuščanje teh nekih scenarijev, po katerih mislimo, da bi se moralo odvijati življenje. Takrat je priložnost in takrat naredimo prostor, da vstopi božansko. Ker če sva zdaj že toliko teh duhovnih izrazov, lahko še tega uporabiva. Ne? In višja sila vedno ve, ker ima to širšo perspektivo, ne? In vidi, kaj je tisto, kar je za vse vpletene ljudi najboljše. Moč je človeška, ne moč je božanska. Tako. Je rekel en gost moj, William Gogala. Ja, zelo lepo. Ja, če bi eno še rekla v teli tvoji knjigi, od pridnosti k pristnosti, kdo smo, ko ne živimo več za druge, kaj nekaj, kar lahko ljudje, ki jo bomo prebrali, pričakujemo, da nam bo dala oziroma da bomo zvedeli? Zelo konkretno boš zvedel, kako korak za korakom na zelo konkretnih mojih izkušnjah odlagati breme pridnosti in se vedno bolj približevati pristnemu življenju. No. In mislim, da tudi zaključim na ta način, kdo sem danes jaz, seveda se razvijam naprej in vsi se razvijamo in postajamo, ampak hkrati pa zaključim s tem, no, da res globoko občutim sebe in vem, kdo sem in kako to življenje danes za mene zgleda. No. Zato praznujte, evo, kle sem odprl. Ja, tako. In na koncu je to, ne, živeti življenje, kot da je vsak dan razlog za praznovanje, ker v resnici je. In krasijo jo ilustracije, to sva rekla, še preden so se pržgali mikrofoni, sem te vprašal, kdo je ilustriral, ker so mi zelo lepe slikce. Ne vem, zakaj so mi to všeč, ampak nekaj je na tem. Pa si rekla, da si jih ti, da v bistvu je to zdaj ta tvoj prehod k pristnosti. Daj mi prosim malo več o tem povej. Jaz sem začela risati šele pred 5 leti in ta moja želja in navdih je šel v tej zelo konkretni smeri, da si želim risati angele, angelčice. Ko sem jih risala, so se vmes tudi ta sporočila pojavljala, ne? Vsaka ima neko svoje sporočilo, neko svojo zgodbo. Seveda sem se omejevala na začetku z raznimi mislimi, češ, saj nimam likovne akademije, da bi sploh bila upravičena to komorkoli pokazati in tak dalje, ne, to je še tiste stare zgodbe o pridnosti, ko moraš biti popoln in imeti vse šole narejene, zato da lahko sploh usta odpreš, ne, ali pa nekaj narediš, ne. In, ampak enostavno, jaz sem šla, kot boš videl iz knjige, leta 2021 tudi na 2-letni premor, tako imenovan sabbatical, ne, kjer sem res močno začutila to svoje notranje vodstvo, da je čas, da upočasnim, ker sem preveč delala. In v tem času sem si dovolila početi samo tisto, kar me je navdihovalo. Ne, to je bilo prvič v življenju v tak večjem obsegu, da sem rekla, jaz bom sledila samo svojemu veselju in počela samo tisto, kar me veseli. Svoje delo sem zreducirala na 20%. Vse ostali čas pa je bil namenjen temu, da se vsak dan sproti sprašujem, kaj bi jaz zdaj delala, pa česa ne bi.
In potem je to imelo za posledico to, da sem veliko meditirala, veliko sem se sprehajala v naravi, kuhala sem fajn hrano, in sem pa tudi začela risati. In seveda, jaz ne znam risati, nikoli nisem znala risati, ampak očitno nekaj znam, ne vem, odkot to prihaja. Jaz ne bi več to govoril na tvojem mestu. Toliko je nenavadno, ker Čisto takrat, ko rišem, jaz čutim, da sem v tem nekem višjem stanju zavesti in da to prihaja skozi mene, in včasih imam tudi izkušnjo, da mi roka sama riše, in zdaj dopuščam, ker se tega več ne bojim, ker mi to več ni noben da enostavno se ta energija izraža na ta način skozi mene, in bolj kot rišem, bolj čutim, da sem to jaz, in želela sem skozi te ilustracije oziroma te slike pač dati prostor tudi temu delu sebe, ki čutim, da si zdaj v tem nekem novem obdobju mojega življenja želi živeti in ja. Ne, veš, zakaj mi je dober? Ker ko pogledam to ilustracijo, recimo, pa ni to zdaj, da piham na dušo, prosim, ker nisem tak, res povem resnico. In res, ker sem pogledal to punco, jaz sem čutil, kar ona čuti. Oziroma, znam si predstavljati občutek, ki ga ona izraža na tej sliki, in to se mi zdi pač mojstrsko, da to lahko narediš kot slikco. Kakšen občutek pa čutiš? Čista dobrosrčnost, hvaležnost, ne vem. Čistost, bi rekel. A veš, kad njo pogledam, a ne? Hvala. Ja, čistost. In vse to jaz čutim, ko rišem, tako da ta energija se mora nekako prenesti v te risbe. In temu so tudi namenjene, da odpirajo srca, da upogumljajo, da navdihujejo, da pobožajo. Spočitost, pomirjenost, mir. Res lepo. A si kdaj razmišljala, da bi dala te ilustracije v kartice? Tudi. Si jih dala ali? Ne še. Dej. Ja. Vsak dan eno, da dvigneš, dej sporočila. Že več let imam to željo, bom. Lepo. Ker se mi zdi, da je energija lahko zelo pretočna, tudi čez fizične predmete. Sej ravno v zadnjih dneh smo objavili spletno stran, kjer ponujam te izdelke, se pravi, te angelčice so digitalizirane in lahko se jih pač kupi kot print na papir ali na les ali na svečke, tudi smo oblikovali. In vse so avtorsko delo. Vse so avtorsko delo. Ful lepo. Spletno stran bomo dali spodaj, kje lahko ljudje knjigo naročijo, bomo dali spodaj. Karkoli tazga bo še želela deliti, bomo dali spodaj v opis. Jaz bi pa imel 2 vprašanji še zate. Prvo vprašanje je, če bi lahko zbirala, kaj bi si želela, da bi poslušalec tega najnega pogovora danes odnesel od pogovora? V prvi vrsti bi si želela, da poslušalci odprejo svoje srce, če sva zdaj že bila pri tem, in da poskušajo začutiti energijo najnega pogovora. Ker eno so besede, drugo pa je energija, in tudi nenazadnje namera, s katero sva midva danes se srečala, in ta namera je prinašati svetlobo ljudem, prinašati informacije, sporočila, ki jim bodo pomagala, zato da bodo lahko na svoji poti naredili tisti en korak več torej v svojo pristnost. To bi si želela, da ljudje odprejo srca, da mogoče ni toliko pomembno, ne vem, kak midva danes gledava, kak sva oblečena, katere besede sem jaz uporabila, kje se mi je zatikalo. To je ta 3D perspektiva, ampak da mogoče, ko pa odpremo srce, pa lahko začutimo energijo nekoga in vsega tega, kar sva midva danes delila in prostora, ki sva ga vzpostavila za dobro ljudi, in to bi si želela, da poslušajo z odprtim srcem. Še eno vprašanje. Če bi jutro umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Moje sporočilo svetu? Nič drugega mi ne pade na pamet, kot odpri srce, poslušaj svoje srce. To ne pomeni, da ni pomemben, jaz mislim, da ga še vedno rabimo, ampak ker smo preveč v umu, je pomembno, da se učimo spuščati iz uma v srce in da v končni instanci to postane uravnoteženo, zato ker
ko enkrat imamo odprto srce, je ta višji tisti, ki nas začne voditi. Točno to je. In okolje, ki ga imamo okoli sebe, biti zavestni glede telefonov, računalnikov, kam gre naša pozornost, ne? In ne pozabiti na srce, občutke sebe, v bistvu, ne pozabiti na sebe. Radostne notranje otroke, ja, svobodne. Ja. Lepo, Saša Krajnc, hvala za tvoj čas. No? Jaz upam, da si se imela dobro. Krasno sem se imela, hvala, da odpiraš prostor za tako pomembna vprašanja, za nove poglede. Jaz mislim, da je tvoj podcast eden najboljših v Sloveniji in da res tudi zato, ker si moški. Zdi se mi pomembno, da s to moško energijo, tudi ker ženske zdaj že veliko govorimo, se združujemo, povezujemo, sodelujemo, v različnih skupnostih smo, ampak ta ena zdrava moškost se mi zdi, da je nujno, da iz tega dela oziroma iz sebe, torej z svojo zdravo moškostjo prispevaš pomembno delo tudi k moškemu delu populacije, da moški so danes zelo izgubljeni, njim dovoljeno še manj kot ženskam izražati čustev, pokazati se ranljivi in jaz mislim, da pot vodi v tej smeri, da se začnejo tudi moški odpirati in ti za svojim zgledom in za svojo iskrenostjo in za svojo pristnostjo zelo lepo kažeš to pot, tako da vsa čast in kapo dol. Hvala. Ja, lepš ne bi mogel zaključiti, ne. Hvala res. Hvala tudi tebi. Kat.